Pozdravljeni, z vami Semenka in danes vam bi rada razložila nekaj osnov zdravja, prav fizičnega zdravja, kaj potrebuje naše telo. In ko boste to razumeli, vam bo popolnoma jasno, ko boste pogledali svojo prehrano, pa svoje telo, boste rekli, zaradi tega, ta kategorija mi primanjkuje. Tako da boste videli, zdaj ko vam bom razložila, v osnovi pol čisto enostavno. Glejte, naše telo potrebuje različne hranilne snovi in te različne hranilne snovi se lahko razdelijo v prehransko piramido. In zdaj, če pogledamo prehranska piramida, temelj našega zdravja je vedno prebava. Zakaj? Zato, ker vse, kar pojemo, gre čez želodec, čez črevesje. In če imamo mi zabetonirano prebavo, da se veste, da kakate tako kot srnica, a veste, figice, ali pa da kar steče skozi vas spomin, da je temelj vašega zdravja porušen. Se pravi, prebava, kaj zdaj naredite, če imate že težave s prebavo. Ali pa mogoče preden bom šla na detajle, kaj je treba narediti, poglejmo najprej okvir. Se pravi, temelj je prebava, pol mi potrebujemo olja. Dobra olja, potrebujemo B vitamine, potrebujemo, se pravi, to je prebava, pol pa presnova. Je druga kategorija. Tretja kategorija so zaščitne snovi, se pravi, zaščitne snovi. Tukaj je presnova, tukaj je prebava, pol so gradniki novih celic, pa beljakovine, se pravi, aminokisline in dobre maščobe. No in zdaj, če gledamo to prehransko piramido, ko mi pogledamo, kje so beljakovine, kje so maščobe. Tako, na prvi pogled bi človek rekel, pa saj imamo vse. Ja, ampak, ko pa majčkeno bolj podrobno pogledamo naše telo, in tukaj zdaj prva zadeva, prebava. Kako gre prebava? Je prehitra, prepočasna, vas napenja, imate mogoče refluks. To se rešuje. Jaz vam bom dala nekaj nasvetov, kar se tiče, kako s hrano lahko rešite in katera prehranska dopolnila lahko vzamete, da podprete ta del. Se pravi, sama prebava rabite več probiotičnih bakterij. Se pravi, zdaj v tem zimskem času, koliko porabljate kislega zelja. Kislo zelje bi moglo biti 3-krat na teden, kar na jedilniku. Čez poletje imamo fermentirane izdelke, je kislo mleko. Se pravi, v tem zimskem času je ključno kislo zelje, kisla repa. Pomislimo na otroke. Kolikokrat na teden vaši otroci jejo kislo zelje pa kislo repo? Pa se mogoče že malo popraskati pa rečete, ja, ampak ne mara tega. Ja, če ne mara tega, mu boste dali prehransko dopolnilo Acidofilus plus, oziroma to je prehransko dopolnilo probiotikov. To je tole. Glejte, 60 tabletk, vzame eno na dan zvečer pred spanjem in to vpliva na to, da prebava teče ta pravo pot. Sploh za tiste, ki imate težave s slepičem, oziroma če nimate slepiča, v tem primeru, slepič vemo, da ni brezvezen organ, ampak je organ, kjer je inkubator dobrih bakterij za prebavo. No, in če tega nimate, vi dodajate probiotike na dnevni bazi eno tabletko. Zdaj, v čem je ta razlika Neolife od vseh ostalih? S ciljno dostavo do črevesja in ena kapsula vsebuje tudi 5 milijard živih mikroorganizmov različnih kategorij teh probiotičnih bakterij. No, to je prva zadeva, se pravi prebava. Med prebavo je štejem tudi kalcij. Boste rekli, zakaj pa kalcij med prebavo? Ja. Kdor ima preveč kisline v želodcu, ima pomanjkanje kalcija. Tako da vedno tukaj noter dam tudi kalcij, to spodnjo kategorijo, se pravi med temelj. Po drugi strani je pa kalcij najbolj pomemben mineral za razstrupljanje in hkrati gradi kosti, deluje na povezave v naših možganih, kalcij potrebujemo v krvi. V vsakem primeru, kdor ima pomanjkanje kalcija, ima zakisano telo. Zato spada kalcij med te osnovne zadeve, kar naše telo potrebuje. In zdaj, kako veste, da vam manjka kalcija? Na koži se to ne vidi, veste. Ampak na
dolgi rok se lahko zgodi, da vaše telo pridela osteopanijo oziroma osteoporozo. Pomeni porozne, krhke kosti, zaradi tega, ker naše telo, če ima pomanjkanje kalcija, ga začne jemati zaloge kalcija iz kosti, mogoče šibke zobe. V vsakem primeru, zdaj pa zakaj je še kalcij pomemben? Ne samo za razstrupljanje, ne ta temelj, druga zadeva je pa kalcij, ključna zadeva za možgane, ključna zadeva, hranilo. Glejte, mi imamo možganske celice, tukaj noter je živec in tukaj okrog izolacija, ki se ji sicer reče mielinska ovojnica. Ta mielinska ovojnica je narejena iz kalcija, iz C vitamina, iz omega 3 maščobne kisline in iz B vitamina. In prvi je kalcij, da drži vse skupaj. Seveda, da kalcij se veže, mi potrebujemo tudi magnezij. Magnezij spet, kdor ima pomanjkanje magnezija, ima zabetonirano prebavo, ga špika pri srcu, ker magnezij vpliva na krčenje gladkih mišic. In vemo, da sama peristatika, črevesje se krči pa sprošča. In če vam manjka magnezija, magnezija vam pa lahko manjka, zato ker ste v stresu, zato ker ga ne uživate, ker ne uživate ajde, ker ne uživate ješprena, ker ne uživate pač žit, kjer se nahaja magnezij. In naslednja zadeva, če vam manjka magnezija, pomeni, da se kalcij ne veže. No, zato bomo dali to osnovno kategorijo. Kalcij, magnezij in še en mineral ali vitamin, D vitamin pa C vitamin 2. Zakaj spet med osnovo? C vitamin gre med osnovo zaradi tega, ker vpliva na kislost želodca. In če imate pomanjkanje kisline v želodcu, imate vedno kepo v želodcu. In C vitamin deluje naprej na vezavo kalcija. D vitamin pa je pa potreben, ker je D vitamin temelj imunskega sistema. Poleg probiotikov, jaz sem zdaj mogoče zakomplicirala, ampak razlagam vam povezave. Probiotiki so tisti, ki pomagajo držati imunski sistem močan. Ampak, če imate pomanjkanje D vitamina, avtomatično začne padati imunski sistem. In to zdaj od korone naprej vsi vemo. Zato bi jaz v tem primeru predlagala, kdor ima težave na splošno s telesom, na splošno z imunskim sistemom, na splošno s slabim počutjem, naj začne s temeljem, vzame probiotike, vzame prehransko dopolnilo D vitamina, tukaj noter je še silicij, silicij je spet osnovni mineral za razstrupljanje, in kalcij, magnezij z D3 vitaminom. Zdaj boste pa rekli, Minka, vse troje rabim. Odvisno, če imate porušen imunski sistem, ali pa če je otrok, ki se mu je začelo dogajati neko avtoimuno obolenje, v tem primeru absolutno te tri zadeve. Acidofilus, kalcij z magnezijem, C vitamin, še C vitamin, C vitamin in D vitamin. Se pravi, to je neka osnova za držati imunski sistem, za temelj našega zdravja, za podpret. No, naslednja kategorija, sicer so tukaj lipidi in steroli, to so rastlinske maščobe, plus B vitamini, plus vsi minerali. In zdaj, če gledamo, zakaj mi to rabimo, ker so to presnovni vitamini in minerali. Kaj je zdaj presnova? Presnova je, prebava je to, kolikrat gremo kakat, presnova pa pomeni, kako delujejo naše celice, grejo hranilne snovi noter in odpadne grejo ven. In če imamo mi presnovo slabo, pomeni, da so celice zabetonirane, da hranilne snovi ne grejo noter in niti odpadne ne grejo ven. In to pomeni, da vaše telo je vedno bolj zastrupljeno. No? In zdaj, kaj bi jaz v tem primeru naredila? Otrok, ki nima koncentracije, ki ima možgansko meglo, se ne more zapolniti. Vi, če imate možgansko meglo, ste ugasnjeni, brez energije, vsako popoldne, se komaj sestavite, da greste naslednji dan v službo, vam po vsej verjetnosti manjkajo presnovni vitamini, minerali in olja. Zato, da je najbolj enostavno, mogoče vzemite Pro-Vitality Plus, ker ima noter olja, lipide in sterole. Kaj so to lipidi in steroli? Vse rekajo, višja znanost. Ne, ni.
Lipidi in steroli so maščobe, ki nahranijo celično membrano. To so hladno stiskana olja iz pšeničnih kalčkov, iz riževih kalčkov, iz sojnih kalčkov. Se pravi, kalček je živa zadeva. To so živa olja, ki nahranijo naše membrane. In mi smo celi narejeni iz celic, se pravi, to je neka osnova. Poleg tega pa, komur manjka B vitamina, recimo B6 vitamin je potreben za presnovo ogljikovih hidratov. Če vam manjka B vitamina, vi pojeste hrano, samo padete dol, nimate energije. Po drugi strani B6 vitamin je potreben za presnovo beljakovin. Vi pojeste ribo, ampak imate občutek, koža se stara. Kaj pa, če ti manjka B vitamina? Zdaj, zakaj ti lahko manjka B vitamina? Stres, padec imunskega sistema, premajhen vnos. Pač B vitamini so nujno potrebni in so potrebni za presnovo. Poleg tega pa minerali, kot je recimo mineral krom. Krom preprečuje naval lakote. Potem recimo mineral, magnezij tako je potreben za vžig v naši celici. Komur manjka magnezija, ima nemirne roke, nemirne noge, ne more se umiriti. Mogoče tudi pri kalciju. Če poznate koga, ki ima vroče podplate, poznate koga? Vroči podplati je pomanjkanje kalcija pa magnezija. Samo to, tako preprosto. Ne gre presnova naprej, kaj bi jaz v tem primeru nekomu, ki ima vroče podplate, mu bi dala Pro-Vitality Plus, kar ima noter te lipide in sterole, ki spodbujajo celično presnovo. Poleg tega ima noter magnezij, pa B vitamin, zraven mu bi dala seveda še kalcij z magnezijem. To kombinacijo bi dala. Pač mečkene kombinacije, ampak vam povem, to je nekaj, kar se dopolnjuje. No, naslednja zadeva, se pravi, presnova. Celice začnejo dobro delati. Zdaj imamo pa imunski sistem. Imunski sistem se pa gradi potom zaščitnih snovi, se pravi antioksidanti. Poznamo antioksidante, ki so topni v maščobi in antioksidante, ki so topni v vodi. V vodi je topen C vitamin, najmočnejši antioksidant, tudi flavonoidi, bioflavonoidi, tudi resveratrol. Zdaj ne bom šla toliko podrobnosti, ampak C vitamin je najbolj pogost in najbolj potreben antioksidant topen v vodi. Imamo tukaj C vitamin, na dan vzamemo 3 in je tisto, da deluje tako na samo prebavo, na želodec, kot na gradnjo imunskega sistema. In topli v maščobi antioksidanti, najbolj pogost je E vitamin oziroma najbolj poznan in A vitamin. No, E vitamin ga spet dobimo v pšeničnih kalčkih, E vitamin se nahaja v vseh oljih, v mandljih, olivah, pač E vitamin nam reka, da ga imamo zadost, ampak načeloma se ga da dobiti s hrano. Predvsem hladno stiskana olja, od bučnega olja do olivnega olja, praktično vsa olja vsebujejo E vitamin. Zdaj pa kako veste, da vam manjka antioksidantov topnih v maščobi? Starostne pege, lisasta koža, povešena koža, rumena pega, težave z očmi. Pa človek reče, čak, kaj zdaj moram pojesti? Jaz rabim antioksidante, meni se to dogaja. Seveda, čim več zdrave hrane, čim več mandljev, čim več oreščkov. Ampak včasih imamo oksidacijo tako močno, da pač samo z mandlji pa z orehi ne boste nikamor prišli. Zato v tem primeru vzamete, zdaj vam bom pokazala katerega, karotenoid kompleks. To je omega, tukaj sem si jih vzela, da vam bom lažje pokazala, karotenoid kompleks. Na eno kapsulo pride toliko teh barvil iz korenja, paprike, paradižnika, jagodiča, kot če bi pojedali 1,5 kila te vrste zelenjave. Če je skoraj nemogoče, ne? Tako da v glavnem to je predstopna A vitamina, ne morete ga predozirati, ker v jetrih se samo telo potem proizvaja A vitamin. In A vitamin, če ga imate pomanjkanje, se tudi D vitamin ne veže. Če zdaj v zimskih mesecih jemljete D vitamin, brez A vitamina ni vezave. Pač ni vezave. Poleti, če nimate dovolj zaščitnih snovi in karotenoidov,
se niti D-vitamin, ki ga drugače koža proizvaja, ne more pravilno skladiščiti v vaše celice in mogoče je to en od vzrokov, zakaj vsako poletje nastanejo na vaši koži pigmentni madeži. Nepravilna vezava, ne more se vezati vse skupaj. No in v glavnem, zdaj če gledamo, nekdo, ki ima pa porušen imunski sistem, rabi večje količine antioksidantov, v tem primeru vzame 3 karotenoide, 3 kapsule tega karotenoida, zaradi tega, da podpre imunski sistem in to deluje na maščobni del naše celice. Vzame 2 flavonoida, večkrat da vam pokažem, 2 flavonoida in to jemljamo takrat, ko ima nekdo popolnoma porušen imunski sistem. Tako kot recimo nekdo ima raka, nekdo ima neko avtoimuno obolenje, vzame večje količine 3, 2 flavonoida in en kruciferus, to so pa izvlečki z brokolija, cvetače, zelje, repa, koleraba. Temu mi rečemo trojček. Se pravi, se jemlje 3, 2, 1 na dan, oziroma jaz ponavadi mojim strankam kar dam 3, 2, 2 na dan. In če imate pa že ste zboleli, pa lahko jemljete tudi 3-krat na dan, 3 karotenoide, 2 flavonoida, pa 2 kruciferusa. Se pravi, večje doze takrat, ko človek zboli. No, to je imunski sistem, da zgradimo imunski sistem. No, zdaj pa gremo na gradnike. Gradniki naših celic so pa aminokisline. Aminokisline, to so najmanjši delci beljakovin. In da se beljakovine razgradijo, rabimo dobro prebavo. Brez dobre prebave se beljakovine ne razgradijo. Brez dobre prebave, to pomeni, če imamo pomanjkanje presnovnih encimov. Recimo, v papaji je presnovni encim, ki se imenuje papain. In ta deluje na to, da se beljakovine bolj razgradijo. V ananasu je presnovni encim bromelain, ki deluje na to, da se beljakovine lažje razgradijo. Zdaj, glede na to, da marsikdo ima težave tudi s sladkorjem, v tem primeru vzamete Provitnil Plus in tukaj noter so 4 različni prebavni encimi, ki delujejo na to, da se beljakovine razgradijo na manjše delce, na aminokisline, se pravi, povečajo izkoristek hrane. In te aminokisline, ki so kot gradniki, kot cegel, se potem vtkejo v našo kožo, v naše organe, imunski sistem, sluznico, naše možgane, naše nohte. In kako veste, da vam manjka aminokislin? Če ste živčni, depresivni, če ne morete spati, če imate hormonske težave, če imate težave s težo, če imate težave z poraščenostjo, če imate težave, skoraj ni težave, ki ne bi bila, recimo, izpadanje las, pomanjkanje aminokislin. Kaj v tem primeru naredite? Pa samo mečkam, da vidim, če imam tukaj. V glavnem v tem primeru vzamete šejke. To je pa prehransko dopolnilo, ne Life Shake. Vzamete takrat, ko vidite, da ste podhranjeni z aminokislinami, ko vam izpadajo lasje, ko imate šibke nohte, ko imate porušen imunski sistem, ko ne morete shujšati, vzamete šejke. In na ta način ti gradniki gradijo hormone vitkosti, gradijo hormone, ki vplivajo na psihično stabilnost, ki delujejo na spanje, ki delujejo na spolne hormone, dejansko delujejo na to, da se začnemo pomlajevati od znotraj. No, in ta zadnji so pa dobre maščobe, to je pa omega-3 maščobna kislina, ki jo pa imam. Omega-3 maščobna kislina je pa potrebna praktično za vse procese v našem telesu. Pod prvo deluje proti vnetjem na celični ravni. Omega-3 maščobna kislina je potrebna za ljudi, ki imajo težave s sklepi, ki imajo kakršnokoli vnetje, kjerkoli, artritis, ki imajo holesterol, pritisk, možgansko meglo. Omega-3 maščobna kislina je potrebna za hormone. Omega-3 maščobna kislina je potrebna za vse. In bolj kot jaz razlagam ljudem, vsakmu rečem, pojačaj omega-3. Ampak ne samo omega-3, ker ena stvar, glejte, če imate v telesu preveliko oksidacijo, se pravi, da ste v stresu, se gubate, pač koža postaja zgubana, ste brez energije, nujno
Poleg omege je tudi antioksidant en, ali v vodi topni, ali v maščobi topni, se pravi, saj C-vitamin ali pa E-vitamin. Omega 3 skupaj, no, C-vitamin pa E-vitamin, imam tukaj C-vitamin pa E-vitamin, pa omega 3 maščobna kislina. Ta kombinacija, no, samo da jo najdem, ta kombinacija je krasna proti holesterolu. Samo še ena stvar, česnove tablete. Česnove tablete spadajo med imunski sistem. Ta kombinacija jo jaz dajem ljudem, ki imajo povišan holesterol, zmanjša se oksidacija, vnetje na celični ravni, omega 3 deluje tako kot cevosan, počisti že odpadke na naših žilah, C-vitamin preprečuje, da bi ta dobra maščoba oksidirala in popravila škodo na žilah, in ravno tako E-vitamin popravlja škodo na žilah. Ta kombinacija pač deluje, ampak res deluje. Jaz se s tem ukvarjam skoraj 33 let in verjemite mi, da v teh 33 letih sem marsikaj probala. Na svoji družini sem videla, kako pomaga, pri sebi, da ne govorim, tudi pri mojih strankah, pač veste, da v 33 letih srečaš ogromno ljudi, pač res ogromno znanja sem si tudi nabrala, tudi preko izkušenj na terenu. No in zdaj, če pogledam, kaj imam pa še tle noter. Zdaj vam pa želim pokazati eno zadevo, kaj bi jaz dala majhnemu otroku, ki ima težave s koncentracijo, ki se ne more zbrati, ki je kot bi bil na fedrih. Vita Square pa omega 3. Zdaj boste rekli, ja Minka, povsod omega. Ja, omego daš otroku, jaz rečem kar tako, ribicam pa so jo pogrizle, a ne moje hčerke so zdaj odrasle, ampak so bile nekoč otroci, omega 3 je tista, ki deluje proti vnetjem. Vita Square ima pa noter vse vitamine in minerale. In je to za otroke v obliki bombončka in na dan date 3 bombončka svojemu otroku za imunski sistem, za psihično stabilnost, za dobro počutje. Tako da ta kombinacija je za otroke. Da vidim, kaj imam še tukaj pripravljen, da vam še kaj pokažem, še ne par. Tale je za Respix, je za prehladna obolenja, ima noter sama zelišča, od hrena, paprike, žajbla, timijana. V glavnem, tukaj noter so zelišča, je tako zelo pekoč, tako da ga kar pogoltneš, ampak je izredno močan pri prehladnih obolenjih. Potem imam tukaj noter še Formula 4, po Formuli 4 se počutite kot Formula 1 in je tako, to je za odrasle. Podobna kombinacija kot za otroke. Ta je Vita Square za otroke, ta je pa za odrasle. Potem imam tukaj noter še Q10, za vse tiste, ki imate težave s srcem, s pomanjkanjem energije, s težavam s špikanjem pri srcu, tako da vzamete Q10, pa še kalcij, pa magnezij, pa C-vitamin, pa jaz bi dala vse še Pro-Vitality Plus, da vam celično membrano nahrani in pač toliko sem prepričana o te zadeve. To so 100% naravna prehranska dopolnila in ta prehranska dopolnila dejansko delujejo. No pa imamo pa tukaj še dva, te dva pa jaz obožujem, a veste zakaj? Ker Botanical Balance vsebuje kurkumo, pa cimet, pa kurkumin in to je nekaj, kar deluje na hujšanje in je wow, ful dober, sploh za takrat, če ste sladkosnedi, da se vam ta sladkor tako hitro ne spreminja v krvni sladkor in da hitrejš pokurite odvečno maščobo. In Sport Bioton, ključne aminokisline za obnovo, za hujšanje. To se vzame zvečer. Še enega imam, tam ne, Fiber, čakajte. Moram vam pokazati tega. Fiber, pa jaz to uporabljam zjutraj na tešče, noter so takle tabletke, 120 tabletk, eno na dan vzamem samo. Za 120 dni zjutraj vzamem eno s kozarcem vode, v katero sem dala žličko kisa. Čudež, ampak res čudež. Potem jaz nisem lačna. Imam željo, bi nekaj jedla, enostavno nimam. Poizkuste, ne pozab, če boste naročali srečnoživljenje.com in koda za 10% popust, zdravje. Tako da to sem čutila, da vam danes razložim, ker dejstvo je, da zdaj se meni nekaj ruši, skoraj vsi uporabljamo neka prehranska dopolnila in nekdo, ki je laik,
ne more vedeti, ali so to res naravne zadeve ali ne. Za podjetje Neolife sem 1000% naravna prehranska dopolnila, ki jih jaz sama uporabljam zdaj že skoraj 33 let. Tako da, ja. Zdaj, če gledam na tisto, na kaj se najbolj pozna. A veste, zdaj, gospa v letih, a ne? To sem jaz. Pri 56 letih, letos bom imela 56 let. Pri 56 letih mnogi ljudje imajo že neke obrabe, neke težave, neke holesterole. Jaz nimam ene same težave. Veste, kaj se to pravi? Jaz se počutim, ko bi bila stara, ne vem, 40 let. Jaz se počutim z energijo. Ena mišica me boli, ne boli, en sklep me ne boli. Pač, jaz se počutim vrhunsko. A ni to dobro, da imaš orodje, s katerim lahko pač to mladostno energijo ohranjaš dolgo, dolgo, dolgo. Pač, a ne? Se pravi, zaustavljaš proces staranja in obrabe. Dejstvo, kaj je staranje in obraba? Obraba, oksidacija na eni strani in po drugi strani vnetja. In s temi prehranskimi dopolnili zajeziš tako oksidacijo kot vnetje. Tako da uživajte, lejte, to sem želela danes z vami deliti. Tako da vse dobro in se vidimo v naslednjem videu.